Definitivno sem bil takrat še v času, ker sem bil super fan Sabe, ker je pomenilo, da sem probably 23,5 ur na dan zapravil za stolom. V napol ležečem položaju, kjer ker takrat je bil moj edini drive, da čim več animejo prevedem v slovenski jezik, zato da lahko več anime fanov sproduciramo. In več anime fanov kot produciramo, večji eventi bojo. I guess it worked, Marko. I guess it worked. It was all a part of the master plan. Ne vem, če sem dejansko imel kakšen doprinos, ampak to je bila ideja. Mislim, da za tvojimi slovenskimi podnapisi sem lahko še potem svoji babici pokazal Defno z podnapisi. Tak, dejansko si. Mislim, to je dejansko fans Sabi so potrebni določene motivacije. Motivacija fans Sabov največkrat izvira iz odzivov communityja. Tako sem se jaz hranil, ker dejansko se mi zdi, in to bo vedel vsak, ki se ukvarja z kakšnokoli telesno aktivnostjo ali kakšnokoli aktivnostjo, za katero je potrebno pač 1000 repeticij. In fans Sabi so ena takšna stvar. Pač ti greš epizodično, vsakeč je ena repeticija, se pravi ponavadi od 300 do 400 vrstic ima vsaka epizoda in vsako epizodo moraš najprej pogledati, prevesti, quality check. Zdaj ne vem, kako ti je to uspevalo. Mislim, ko sem jaz tebe gledal, ko ti to delaš in sem bil, looks fun, I will try it, I will go for it. In ko slišiš in pauziraš in potem iščeš besede, kako bi to prevedel in dal noter in potem spet naslednja beseda in spet, to je fatig, Marko, kak? Nekako V večjem položaju. Mislim, seveda sem rabil neke vzornike. In vzorniki so bili, v tistih časih so bile velike fansub skupine, recimo Date Bayo. The good ones, seriously. Date Bayo je bila skupina, ki je prevajala Naruto in Naruto Shippuden. In oni so v enem času, ker to je bil čas torrentov, mi nismo imeli streamov takrat. Ni Anika Šemula, pa LimeWire. Pa Irc. Celo to, Ampak, ko sem jaz noter vskočil, smo že nekako prešli iz peer-to-peer protokola v dejansko torrent protokola. To je bila tista tranzicija, ko je dejansko fansubi so zares noter vskočili. Zakaj? Zato, ker smo imeli torrent trackerje. Torrent trackerji so pomenili spet ena velika knjižnica animejev na enem mestu. Well, good for you. Jaz sem mogel iti na Irca in potem iskati in ko sem jaz pisal tistim botom, nisem vedno bota zadev, pa smo vun kikali, ampak še zdaj se spomnim XDCC in pogledamo, kaj imajo na voljo, kateri animeji lahko jih gledam. Moj bog, to je bila igra na srečo takrat. Se kdo spomni starih trackerjev, kot so bili Mininova, Supernova in potem posledično Partis in podobni. Ti trackerji so vsebovali najrazličnejše fansabe in zame je bila to pač edina knjižnica, iz katere sem lahko sourcal anime. Ker dejansko streaming sajti še niso obstajali. In ko sem videl, koliko dejansko je fansabov in kakšni dejanski odzivi so communityja, mislim, da je bilo na eno epizodo, recimo Naruto Shippudena, 4 ali 5 milijonov downloadov. To pomeni, da je vsak teden so imeli toliko obiska, da se pač noben drug sajt danes mogoče še ne more primerjati s tem, samo epizodično gledano. In ko sem pač prvič pogledal njihov anime, sem razumel njihovo epizodo, ker se dejansko vložili veliko časa in truda. Danes imamo podnapise, ampak podnapisi, recimo originalni... Današnji podnapisi, priznajmo si, sakajo. Na polno... Glej, ko jaz grem na Netflix in ko gledam tiste podnapise od animejo, nič ne znajo, nič ne vejo, kaj pišejo. Rajši si grem downloadat na torrente, ker oni veliko boljše skup spravijo zadevo. Seriously. Sama, veš, dost fans... kvazi fanservice, zdaj v bistvu ripajo te iste podnapise. Se jih ripa, To sem tudi zdaj opazil, da ker najhitrejše v bistvu pobere dol z Netflixa pa Crunchija. Ampak se moraš najti dobro skupino. Naprimer, Kaj je Horrible Subs? Horrible Subs je že umr, Horrible Subs sem več. Ja, žal. Zdaj imam jaz Subs Please, od katerih si downloadam.
Ful dobra imena ima, vedno to pa si dobro zmislil. In vsi anime fani vejo, ne, anime niso sestavljeni samo iz nekih naravnih dialogov, ampak je veliko nekih znakov in ne vem, Naruto recimo je bil znan po tem, da je veliko razlagal o barvi in muvanju čakre, ne. In spomnim se, ko sem prevajal eno 170 epizodo tam nekje, ne, to je bila epizoda, kjer je običajna epizoda vsebuje recimo 300 do 400 vrstic. Ta epizoda mislim, da je vsebovala več kot 2000 vrstic. Zakaj? Zato, ker v tisti epizodi so razlagali dejansko, kako deluje obračanje in barva čakre, ne? In kako čakra preide v moč. Ja. Spomni se, ko so še sabali in potem so nad animejem dali točno, kaj pomeni, kaj so prevedli. Ko je cela stran bila zasabana, da so ti obrazložili tisti en stavek. Fansaberi niso prevedli samo dialoga, ampak so prevedli vsak znak. Vse, kar je pisalo v japonščini, so dali v angleščino ali v katerikoli jezik so takrat prevajali. To je bil najboljši primer, saj je najrad Zetsubo Sensei. Oni so imeli na hardcore, so imeli tega teksta, ker je bilo dosti nekih takih miniaturnih besednih, a veš, teh form, ki so mogli pač porazdržiti, za kva gre. Sej Zetsubo Sensei od Nishio Ishina, ne? Isti avtor od Bakemonogatari. The Mindfucks. Pač v glavnem zelo bazira na teh wordplayih. Njegove zgodbe, pa dialogi. Mislim se, da današnji anime tako vsi vsebujejo določene elemente, ko jih ne moreš prevesti v druge jezike, zato ker to je njihova kultura, nekako oni spravijo skupaj. Zaradi tega Nishio Ishina sem slišal že večer, da sploh ne moreš prevesti. Tako da pač dejansko bi moral iti brati njegove romane v japonščini. Ali pa gledati animeje v japonščini. Da bi tako razumel genialnost njegovega pisanja. Zdi se mi, da fansabri so vedno dodajali opaske ali pa kaj je dejansko avtor želel povedati z dejanskim nekim znakom, z nekim manerizmom, mogoče referenco na nekaj drugega, na kar se anime nanaša. Medtem ko imamo danes pač preprost gol dialog in veliko ti gre čez glavo. Zato si dobro povedal, gol dialog, stari anime sabi, ko so bili vsi rumeni, tisto prav. Pa ko so še obdržali določene japonske besede, pa so jih potem šli razlagati. One Piece, ko so prevajali nakama. Sam jaz sem pustil dejansko noter. To je v bistvu bolj mim že vse skupaj. Ja. Če se kdo spomni mima, Keiko Kumin's plan. Ja. Pa ne, fansabi so znali najboljše prikazati attack move. Ko se zaderejo svoje prav zažarni. Ta prav font, animacija. Vse to. Spomni se One Piece-a, gomu no, pa je prav naraščalo. Vsaka beseda je imela neko tranzicijo, se pravi, je začela iz navadnih belo-črnih črk in se je razširila v neko zeleno črko. To je imel Giga, ki je imel dober point, pač, da so bili stari sabi, da so imeli več karakterja, definitivno imajo zdaj. Ravno zaradi takih vrguli. Tako, in se mi zdi, ni bil prevod samo, en jezik v drug jezik, ampak je bilo zraven še veliko animacije, mogoče je to potem tudi nekako izvira moja ljubezen do programiranja, ker dejansko prvi podnapisi, ki sem jih delal, so bili v enem programu, ki se je imenoval Subrip. In ta Subrip je prevajal samo dialoge. Potem pa je, mislim, da leto ali dve kasneje prišel na sceno, imenoval, mogoče zdaj ne bom prav izgovoril, ampak je EG-Sub se je imenoval, ta program. In ta program je vseboval ne samo prevajanje dialogov, ampak si lahko delal tudi animacije, lahko si dal različne barve, sence, obrobe in tako naprej. In po eni strani si lahko vsak frame oblikoval, kakor ti je pasalo. Naprimer, če si imel nek znak, kjer je gor pisalo stop, ampak v japonščini, zdaj si lahko vzel en tekst in ga postavil na točno specifično mesto, v točno specifični barvi, in mogoče tudi neko animacijo še zraven. Podpiral pa je tudi nek markup. In markup, kdor ne ve, je v bistvu kako naj to razložim? Če je v matematiki 1 + 1 2,
in jaz lahko napišem 1+1=2 tudi z besedami. To je to. Tako. Ne, to je ona finta, ko jaz gledam Basic text, ne. Format. Ne, jaz samo to reči, da jaz gledam svoje anime na televiziji, vedno sem na ključeka, pa lepo USB noter pa je, ampak kodeki so neki drugačne, I don't know, kaj uporablja, ni to kompjuter, ko ti lepo vse pokaže, točno tako, in včasih se številke pokaže in nimam pojma, kaj se dogaja, kaj hočeš mi prevediti. Te številke in ti oklepaji, to so neki markupi, ki pomenijo, ne vem, naprimer rdečo barvo, ali pa ta tekst se bo spremenil iz velikosti 11 pikslov v 18 pikslov, in v bistvu takšne stvari lahko pišeš v nekem poenostavljeni kodi in potem ven pride neka lepa oblikovana beseda. Lepa oblikovana beseda. Da na televiziji mi to pove, ko samo številke vidim. Tako, to, kar ti je pa pokazal, pa verjetno bil incomplete markup potem. Okay.